se v rojstni hiši Huga Wolfa v eni izmed prizorišč, kjer se bo v Evropskem letu prestolnice kulture dogajalo marsikaj. Projekt Oživljanje izven preteklosti sestavlja pravzaprav 5 delov, 5 sestavnih delov. V ospredju je postavitev spominske razstave. V tej sami hiši, rojstni hiši, se vzpostavlja mednarodni dokumentacijski center Hugo Wolf. Društvo sodeluje tudi pri ciklusu Wolf povezuje, to je glasbeni ciklus koncertov, ki bo tekel čez celo leto. V naslednjem letu, nekje oktobra, se načrtuje solo pevsko tekmovanje. Sestavni del projekta Oživljanje izven preteklosti je pa tudi dramsko-pevska uprizoritev Nove ljubezni avtorja Hermana Bara. V prihodnjem letu ob Evropski prestolnici kulture se bo zgodilo 27 Urškinih sred. Kjer bomo seveda združili različne dejavnosti, različne ustvarjalce, od glasbe, plesa, filma, državno likovno razstavo, tekst v podobi v mesecu maju, potem različne okrogle mize. Torej, dogajanje bo zelo pestro, veselo, ustvarjalno in seveda vabim vse, ki jih zanima literatura, sveže dogajanje na Festival Urška 2014. Koroška galerija likovnih umetnosti v programu Evropske kulturne prestolnice predstavlja 4 nosilne projekte. V februarju bomo postavili razstavo del jugoslovanske umetnosti iz znamenite privatne zbirke Cepter iz Beograda. V juniju nadaljujemo z razstavnim projektom, v katerega so vključena dela 2 velikih mojstrov evropske ekspresivne figuralike. V Parizu živečega Vladimirja Veličkoviča in našega slovengraškega tragično preminulega mojstra Jožefa Pusnikarja. V jeseni bomo predstavili projekt Public Speech, javni govor, in sicer v okviru Mirovniškega festivala Od ljudi za ljudi. Program pa bomo pozno v jeseni zaključili z projektom Soft Control, umetnost, znanost in tehnološko nezavednost. Ki ga pripravljamo v koprodukciji z multimedijskim centrom Kibla iz Maribora. Dorisa pripravljamo 2 knjigi v lahko berljivi obliki. Prek Evropske prestolnice kulture bomo izdali Visoško kroniko Ivana Tavčarja in pa Romeo in Julija Shakespearea. Lahko berljiva oblika, kaj to pomeni? To pomeni, da so teksti in besedila napisani tako, da jih osebe, ki imajo težave pri branju, lažje razumejo. Fantje, punce, ste našli kaj za sebe? Vse stvari so težke, vedno postanejo lahke. Italijanski prikovor.
Ja, tako to bo en zelo zanimiv projekt, kjer združujemo dva svetova, torej klasičnega medalnega kvarteta, kot smo mi, Escape kvartet, plus rockerskega. To posebej Matevž Šalek-Rahamo, odličen vokalist, pravi rocker, ki ima šolo rock, imamo bolj šolo klasike, ne? Ampak konec koncev to je ena super zanimiva fuzija na odru. Ki jo podkrepljena še z multimedijskimi efekti. Vizualnimi efekti to sta multimedijska umetnika Peter Koraca in Tina Istenič, ki bodo naredila torej cel šov na odru, tako da valjanje naše koncerte zna biti zelo zanimivo. To sem pozval povedati. To ne bo koncert klasike, to bo rokovski koncert. Glasen koncert, ker mi igramo na elektrificirana godala, kar je zelo glasno. Plus kamo, bomba. Se vidimo.